si je mene zaželelo, mislim pa, da je predsednik vlade bil takrat Pahor. Zato, ker potem so pa feministke štrajkale, jaz se pripravim, naredim vse, grem pogledat, kje bom predaval. 2 dni pred nastopom mojim 500 podjetnic, žensk v podjetništvu, so rekli, dajte povedati, kaj je to biti zdaj ženska v podjetništvu. So rekel, to bo neprijetno slišati, ker obstaja razlike med spoloma. Feministka so zvedeli, da mi jaz predaval, so naredile revolucijo in potem je prišel Veto, Borut Pahor, ki je mene zamenil, ki sem bil že v urniku. Tako da adekvatna zamenjava je bil Barbika, mislim, ko vsaj Žižka pripeljal, Sam Žižek bi iste stvari govoril kot jaz, Danes bom poskušal blago nakazati, da obstajajo, zdaj, ne vem, izraz tole, ne vem, jaz ne bi rekel, da se tale petelini baha, moj izraz, pa nisem vedel, to že Srbi skozi uporabljajo, je kurčenje, Tale preteči bik kastrator, mene ne boš, pa skoč se umakne in doživlja neverjetne užitke, ker je nekastriran, kastratibilen, pa nekastriran. Zdaj ne vem, če se feministke silijo tudi v matadorstvo, tole, da je bike krotile. Mogoče bi bila, sam sigurno ni, bi rekel, običajna ženska, da ne bi rekel normalna. Mogoče je kakšna lezbika že to probala, zaradi enih konceptov, ki bom potem omenil, ne bom upojeti predaleč, tukaj jaz ne moram bočk prodajati, jaz vam moram povedati nekaj, da boste vi ta posel odtimanje para od naroda, da bo to šlo normalno, ne moram blef prodajati, verjetno neč povedal, to že vse mi vemo. Jaz bom poskušal povedati nekaj, s čemer si boste vi pomagali, nekaj, kar pa tudi boli, je peče glava, pravi, da je moj izraz in ga zdaj vsi to, kar jaz povem, pa peče glava, to treba lahko rečemo, neprijetno določene stvari slišati, ampak jaz si bom vzel zdaj malo pravico, malo dveročne, ok, zdaj šošrot, dal sem eno dol, eno imam pa še zategnjeno. Tole sem jaz dal, včeraj sem vadil in sem dal na moj podcast, imam zelo odmevne podcaste in pol tale moja Tanja Žuvela, ki ima vod podcaste, mi takoj dala na zasebno. In je rekel, ko boš končal predavanje, bomo dali na javno. Moja generalko. Ampak tole sem pa rekel, fan, če se snema, ker želim, da se moja znanja takole malo ovekovečijo. Ker tole, sej, spomenika še nimam, ampak kom pa umrl, imel pa spomenik tam v Trbovljah. Kjer sem zelo osovražen. Jaz sem bil direktor tam dol, pa firmo svojo sem tudi imel. Pa prišla kriza, pa so mi ga odrezali z jajci vred. Kastracija se mi je simbolna zgodila. Čez noč sem bil na cesti kot direktor javnega zavoda. Zdaj je vse crkve, tudi rokometa nimamo. Prve ekipe, Včasih smo bili v prvi ligi, zato da ne bi spadli. Sem jaz naredil promeno na mozgu s psihično pripravo ključnih igralcev, takrat, ki je bil cel evropski prvak. Perič je bil golo, pa vse tiske, sem je Rotenka, vse. So prišli v Trbovlje, tisto šibično škatlo, tu smo mi zmagali. In nismo tisto sezono izpadli. Zato, ker sem jaz ključne igralce pripravil, da mi žoga jem dal gole. Imaš ta občutek? Imam. Še kdo? Pa ta. Čopa pa Senčar sta imela. Sem rekel, sem videl golje delita. Z jajci moš, tu mu moš nažgat babo. Bom, in sem šel tisto gledat, se pravi, zdaj pa vse crkl. Direktorca Zavoda za šport je ženska, ko ve mogoče, da je žoga okrogla. Sorry, ženska, pa ste direktorca, ampak ta tam blage, enkrat se malo kopala, ali ko je plavala. Jaz sem bil držal jugoslanski prvak, nisem bil prvak, v gimnastiki sem bil prvak, bil sem športnik, sem pa tudi plaval. Tudi na jugoslanskih prvenstvih sem bil, pa enih par medalj slovenskih, veteranski prvak v plavanju sem bil tudi. Pa recimo zdaj, če bi smel, ali pa če bi Gloria pustila, da Aco Sitar spregovori, bi Aco Sitar mrskej povedal, kakšna je vloga moja pri medalji Gloria Kotnik. Pa sva z Aco tam trenerjem 6 let delala. In ko ni dobila medaljo v Pyeongchangu, sem jaz mislil, da bom harakiri naredil na sebi. To, da pa Ilka zdaj nima medalje, da sem jaz njena psihologinja Tanja Kajtna, to se ubijem. 4 leta sem z Ilko delal, tu noben ne ve, nič ne ve. Pa prvič, ko sva se sestala, sva se neko celi sestala. Drug dan že bilo na Facebooku, vodeb šmira z eno. Ilka je to, ker ga niso poznati zaradi čelade, mene pa so.
Ilka je tako stara kot moj sin in sem se zelo matril in so prišli rezultati, ampak mene ni bilo že 3 mesece zraven. Vodeb se je umaknil, Ilka zmaguje. Ljudje božji, jaz ne smem od Ilke govoriti, nič ne vete. Ampak gledajte, s tem mojim psihoanalitičnim znanjem, ok, povem vam še to, da jaz terapiram že 15 let, ne? Delam s hipnozo, to, kar se ne ve. Wikipedijo so mi zbrisali, pa svoje napisali, da sem bil jaz vrhunski športnik, ker zavajajo, noče, da se moje znanja uveljavijo. Ampak jaz bom zdaj dal vse od sebe in govoril, recimo, tudi prepovedane stvari, ne, saj malo prepovedane, ne, rekel, všečne so slike, ne, biti ali ne biti, se pravi spregovoriti ali ne spregovoriti, to je zdaj vprašanje. Malo bom spregovoril, no, zato ker vam hočem eno znanja dati, je določene ženske, ki je tole knjigo prebrala. Je rekla, če bi jaz to prej prebrala, ne bi imela ne firme, ne 5000 evrov plače, ne doktorata, ampak imela vsaj normalnega deca, pa normalne otroke. Tako sem pa ločena, deca sem kastrirana, ker nisem pojma imela, kaj zdaj to pomeni, če je ženska uspešna. Ja, križ čez kariero si narediš, mislim, seksualno mogoče. Ni tako enostavno, ampak ena celanerka je meni prišla, vse zakodirano in je rekla, mene so poslali hvam blond, nohto je imela te rdeče, ne, štikle. To so vse simptomi feminilnosti, ne. In je rekla, dajte vi meni povedati, mene silijo v, ne vem kako, pravno odvetniško, stara je bila malo čez 30 in se tam nekje uči pri eni najboljših odvetnic v Celju. Ok, zdaj ne bom povedal, koliko sem originalno rekel, ker je vulgarno, ampak bom rekel tako obzirno. Si vprašal, pa moža je imela, ne? Pa neč otrok, pa karijera bo imela. Si rekel, kdaj je pa ta najboljša odvetnica, ta moški spolni organ nazadnje videla? Je rekla, meni da nikoli še v življenju. Si rekel, a zdaj pa vi mene sprašujete, ko vam bom jaz povedal. 10 minut sva se pogovarjala, rekla, mi je vse jasno, jaz hočem imeti dom, družino, pa 2 otroka, ne pa da me silijo kaj v kariero, če jaz nisem za to narejena. Jaz bi bila navadna tajnica, ne pa tam najboljša odvetnica na svet. Tole mi je rekla, ne, mislim, to sem rekel certifikat normalnosti. Bežite fotru čestitati, pa mami, sta še skrb? Ja. Se imate radi doma? Ja. Sem rekel, vi ste normalni. Ne? Če bi bili frustrirani, bi imeli pa kariero. Mislim, zdaj banalno, zdaj malo banalno govorim, no. Samo mora se vam malo dotakniti ta psihoanaliza, ker morate vedeti, jaz sem sev, ki prinaša slabo novico. Ampak to se jaz nisem zmislil. Tole je tale Freud izpod tistele babe ven veže. Se to, ok, tu je slika, ne. Ampak Freud je genij za vse večne čase. To ni ta psihiatrija, to so ausglajzali, se reče. Iztirili so. Tam z nekimi tableti se grejo, namesto da bi zdravili z besedo. Tako kot so prve pacientke, Ana O, Berta Poppenheim je rekla, gospod doktor, meni najbolj pomagate, ker zdravite z besedo. Ker mi pomagate, talking cure je rekla, pa je bila nemška. Ampak ne Freudu, torej, bila je Avstrijka, Breuer je to govorila menda v Berlinu, talking cure je beseda, zdravljenje z besedo. Ana O je to rekla, Berta Poppenheim. Ne, to je bila od Josefa Breuerja prva pacijenta 1881 leta. Freud je pa to o študiji histeriji skupaj z Breuerjem 1895 sta skrb to napisali in se je tam malo razpisal tej Ani O, ki jo je Breuer zdravil z besedo in takrat se je temu rekla katarzična metoda. Ne? Predhodila je psihoanalizi, zdaj ta Breuer ni vedel, kaj je to transfer, to je pa čustvovanje v psihoterapiji in gleda ga šventa je še nažgal na parket. Tukaj je bila zaljubljena, ne? In ona tam na ves glas se noseča svojim psihoterapeutom. Ja, transfer je neko čustvovanje, ki se zgodi v psihoterapeutskem procesu, pa tudi v športu. Ne? In ko jaz to v športu govorim, to nočejo slišati, ne? Posebej tam alpsko smučanje, masi to, kada predavam na smučarski zvezi, kad beživen. Ker povem, da niso zdaj treneri toliko slabi, ampak banjo ni upo nažgati, ti si jo pa. Ne? In se zgodi transfer, ne, to mislijo, da ima toliko znanja, nima znanje, ampak čustvovanje se zgodi. Ne, naši pa vsi ljudni, pride Italijani, nežge, pa opere možganov, zmagala boš. In mi zmaga,
ker ima upravne možgane z zmagovalno miselnostjo. To je vse Freud, recimo. Temu se reče transfer, o katerem bom še pozneje govoril, ker se dogaja tudi na delovnem mestu. Ne? Jaz sem bil direktor, za moja tajnica je bila pa moja sošolka, ne, je bila ko mama, mi zmer rit odnašala. Pa so bile pa tudi une praktikantke, študentka, ki smo imela dekolte do popka Joške Korajske buče. Sem kar stran gledal, ki je prišla. Ne, pa vikala se bova, ti do postelje ni daleč. Sem se zato, ker sem vedel, zakaj se gre. Ampak te stvari, jaz sem imel tudi coaching po teh firmah. Pridem do direktorja, vse pod kontrolo, v noč mu ni štimal. Sem rekel, če čem jaz pošlihtati s team buildingom, pa tole coachingom, to vašo delovno skupino, ne, moram vedeti, koliko ima kjer dolgiga, mislim, tega, ne, koliko na koncu meseca dobi. A to pa ne smemo govoriti, jaz sem rekel, pa ti pa ne moram pomagati. Sem rekel, se kaj dol davate med sabo? Sem rekel, a ti, slega podala, a ti kako privaš tam? Je rekel, ja, čistilko. O, si zmešan, ne to dela znotraj kolektiva. Ja, takole to, če računaš, da moraš narediti proizvod, ki bo šel v vesolje, ne, v tej firmi je ta proizvod šel v vesolje, pa ni bilo tu Devesoft, no, kjer mislil, ki tudi za nas dela, je bilo nekje drugje. Jure Knez je moj prijatelj, bivši bolj. Nekje drugje je bilo, ta direktor je že umrl. Ko bi rekel, božja kazen. V glavnem, čistilko je zvečer nadore, ne, sem rekel, ne, ta prepovedana znanja, jaz ne moram na tak način tale vsem vam povedati. Ampak, ko prijam kako firmo, tam mobbing med dvem, sem rekel, dej slika, kakve so. Ena lepško druga, obe dve ločene. Ena mobbingira šefico svojo. In on ni vedel, zakaj. Da si rekel, iste fokače imajo. Kako veš? Si rekel, jaz strokovnjak za žensko željo. In je rekel, res imajo. Si rekel, dej ti tule pošlihti, ne, pa ne bojo se mobbingirane, pa dej na razen. Ne. Mislim, ženski mobbing to od glava peče. Tu moški nima taka fantazije. Kako? Je prišla pa je s škarjam mobbingirati in pa ni mogla, pa je pa odrezala, cuf, pa je štengo noter, zdaj pa ni več lepa, ne. Mislim, tudi moški mu nikoli ne bi prišel. On mu daš na gobc ga spečeš, to je to, ne. Mislim, če sta že, ne. Ne moš pa ti ženske to med sabo v podjetništvu ali pa v firmah, ni da ni. Ali pa v športu, tam alpsko smučenje, ko sem to vse doživljal tam. Sem še z Ilko delal, ne. Sem poznal celo zgodbo od vseh, Bad Kleinkirchheim, sem rekel, kako pa je ta dec v moški kategoriji. Edith Mikloš. Kako pa je ta? To je pa njegova punca, njena punca, ne? V ženi ne bila. Ali pa Anja Persson, recimo, decina ima posvojeno otroke, ne? Mislim, je lezbika. Se to, Ilka, si tudi? Ne. Ok, moram vedeti, ne? Se lezbike so zelo prikladne za te falične športe, ne? Tudi pretepanje, ne? Je to... Sem normalna ženska se nokaj tako pretepala, ne? Pa pride tale vaša trstenjako, pa ni prišel tale šrot, pa se je jezila. Ja, ni isto, ženski pa moški šport ni isto. Moški, ko zmaga, ima privilegij v ženski želji, ne? Podjetniki tudi. No, če imaš ti dosti denarja, zajakuliraš kaj po babah, tu bo vse ti bo joške nastavljala, ne? Ženska, ko bo tam ima veliko denarja, bežiš stran od hudiča. Nima nemočnosti. Mislim, sorry. Ženska, ko nima nemočnosti, se sploh ne mora naučiti. Da je pa še tam neka uspešna, mislim, pride hmen, imela je 5000 evrov plače, prijatelji so 38 let stara, jaz sem zastopil, da je 28, ko je dobro zgledala, ne. Avto je imela za 50 000 evrov. Uspešna, sem ni bila podjetnica, tam v eni firmi, bila visoko, plače 5000 evrov, magistra, doktorica. Siko, nimate deca, ne? Ja, se zato so pa vam poslali. Ben me ne mara. Ja, kje vas bo maro, če nimate nemočnosti? Već smo nemočna ženska, da jo pahne v dolžniški odnos, ne? Da je zajakulirati znar, 3 večerje, pa se zgodi erotični ovinek, pa je pa treba nažgati, ona pa z veseljem. To, ja, bolis, vete to, pa jaz sem 1000 teh zgod, ko pridejo hmen, ja ne mi lagati. Dajte mi povedati vse, kar, ne, če čtete, bom jaz svojo pamet dal vam, da note na koncu na psihiatriji, pa na antidepresivih. Sem rekel, povejte mi vse, kdaj ste pa seksalne zadnje? Na 3 leta že ne.
Imate tele hlapce, vibrator, pa to imam. Ko date pa fantazijo močnega moškega. Ja, močnega moškega, ona pa ne močna. Pa pride v kariero, je pa pol hodiča v karier. Pa se pa tudi tepe. Pride ena k meni vsa falična, se nekako pa v seksu se čutite kaj premagano, tam moški mora riniti ko zmeša. To je ženski načeloma lušen. Jaz se pa čutim, kot da me tam premaguje. To imate trojanskega hrošča, no to v biosu. Mislim, ženska ne more, tam ti porivaš ko zmešan, ona se pa čuti, da jo premaguješ. Ko v Ultimate Fightu. Skratka, mislim, zdaj sem pa začel, tam pa tam kaj preberite. Tole je Simon Brezovar, to je ena najboljših knjig, sem jih jaz prebral od psihiatra oziroma od uradne psihostroke. Tole je o meni osebnostni motnji. O osebnostnih motnjah je napisal knjigo takrat, ko je stolo, smo ga skup na sejmu, tu je zdaj bestseller bil, že takrat, on je pa tudi nekaj knjig, jaz sem jo kupil tisto knjigo. Tele knjig sem pa 300 prodal. Se Domen Savič je pa prišel z ono falango anarhistov, to so me policaji mogli braniti. Prvi spol, da note misli, ženske ste prvi spol. To ni knjiga o moških. Ženske ste prvi spol, ne pozab, zato ker je mama prvi spol. Mi ne moramo brez mame, pa brez ženske. Tako da moški smo tam, neki ženska nam pa je glavo obrača in nas v mezincu šeta sem pa tja. Skratka, tudi psihiatri, vsi vedo, da je Freud večen za vse večne čase. Genij, epistemološki prelom. To pomeni, da tako kot je Darwin zaznamoval percepcijo človeštva, zopice smo. Sej ne vemo, če smo zopice. Konec je bo nezemeljska civilizacija naredila. Ampak to, ko je Darwin naredil epistemološkega preloma, se pravi spoznavno polje je predstavil v novo dimenzijo. Ali pa Kopernik. Ni zdaj zemlja središče vesolja, ampak je sonce. Vemo, da ni zdaj niti sonce, da je tu galaksija pa milijon zvezd, ki so sonce. Ampak zemlja kroži okrog sonca, da sonce kroži okrog zemlje. To je ta epistemološki prelom v astronomiji. Freud je pa rekel, zavest, dajte to za psom vršt. Nezavedno je ključno, nezavedno. Nezavedno je seksualno. Že otrok je seksualen. Zavest ne ve, kaj nezavedno misli. Človek je subjekt, kar pomeni, da je dvakrat slep. Svobodne volje nima. Svobodna volja je iluzija, obvladuje, determinira nas nezavedno. Tam so potlačitve, agresivnost, te goni, seksualnost, pohota. Nezavedno je ključno. Zavest je sam iluzija. Sej, troslovnost človekove duševnosti je na tak način zgrajena. Se pravi, Titanik je nasedel tam, ki je stran od ledene gore šel. Ampak bistvo tega psihe pa ledene gore je, da je vse pod vodo. Ključna in največja stvar človeške psihe je nezavedno. Potlačeno, izrinjeno, goni, perverznost, pohota, libido je jedrska energija, to ni nek hormon. To je samo abstraktni pojem za energetske procese, ki potekajo po psihi, so pa v domeni onega, oziroma ida, se reče angleško. Tale superego je preveč markantno narisan, to je Nadja, zvest, ki peče. To je tisto, kar jaz trdim, pa te feministke nimajo toliko rade, da imamo moški močnejšo moralno razsojanje kot ženske. Ženske ste bolj sočutne in zaradi sočutja imate adute, zaradi sočutja se 4.200.000 zbrali za tistega Krisa, ker ste toliko trpeljak, ste tistega videli, zdaj pa ta pa ne, dajmo zbrati in smo zbrali, vsi fokači so ejakulirali denar od vsake in ona je vsa sočutna, to je takoj 4.200.000 bilo zbranih. Jaz se pa v tistem trenutku, ali pa še kak moški vprašal, ali ta Kris sam eden, ne, 10 jih je. Ko pa ostalih 9. Samo za enega, ki so delali reklamo in dobil, se pravi, denar za to operacijo, 9 ostalih Krisov, pa ni dobilo. Jaz se vprašal, ali je to pravično. Ženska se pa o tej pravičnosti ne vpraša na tak način. Ampak ženska svojo moralno razsojanje gradi na sočutju. Zato, ker deklica, kot že kastrirana se reče v psihoanalizi, nima lulčka, ko še čez
No in se pa sekira, ne? Moški se sekira, kdo mu zdaj to odrezal, ne? In ima kastracijsko bojazen, zaradi kastracijske bojazni moški razvije moralno razsojanje, moralni čut bolj konsistenten kot, in to so vse dokazali, Lorenz Kohlberg je s testi dokazal, da je kvaliteta moralnega razsojanja pri moških močnejša, bolj konsistentna, ampak samo 20% moških ima to postkonvencionalno moralno razsojanje. Ko med lušen pa prav, zbereš prav, ne pa lušen. Imaš rad ženo, ko mrzo fižol s čebulo. Pa se ti pa nastavljalka, Joške ima korajske buče, pa ženo imaš, pa 3 otroke, pa rad jo imaš, ko mrzo fižol. Sam seks tolo, pa seks bombo je pa ko noč pa dan, tolo pa ne jetne heroin, pa bi ti pustil, da ti en, rekel, s film cvajcik babo nežge. Ne pstiš, sveš, da ja, pa ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi, Pa fjakarski kon, da je zdaj stran glej, neče gledat, In če imaš moralno razsodnost, se oškjapo, ne vem, vse ko skladam, da pa šel stran. Če si imel fotra, moji prijatelji so šli enkrat, jaz sem s prijatelji znanci, na kurbe, kao Andjamo gor, v Beljak. Je rekel, mat, ni mi vstal. Veš, kakve so bile, 200 jih je bilo naga vse. Ena lepša kot druga. In trzno mi ni. Pa sem rekel, beš fotor čestitat, reč, fotor, car si. Mislim, porazil si me v odipalni fazi, tuk me je vest pekla, da mi tudi trzno ni. Jaz sem rekel, tu je pravilno si razrešil odipo kompleks. To je vse Freud, to je vse Freud, o tem se ne sme nič govoriti. Tole so Freudovi koncepti, malo si jih pogledajte, na podjetništvo je marsikaj vezan. Zato ta topiko nadja si jaz ono ali pa nezavedno, predzavestno zavest, to ste v srednji šoli ste se učili, Freuda smo se vsi učili. Jaz sem v srednji šoli bil toliko dober, da na maturi sem že takoj 5 dobil. Tu na psihologinje sem je kar bala. In pa sem dobil vprašanje, kdo je hipnotiziral, med drugim. Odgovor je pa ona Freud. Tega nisem vedel. Nisem vedel. Jaz sem vedel, da Freud ni hipnotiziral, bil je pri Šarkoju v Parizu, se je naučil, ampak pa imel nesugestibilne neke prve pacijente in mu hipnoza ni šla. In Freud sploh ni delal s hipnozo toliko. In tam v knjigah pa piše, Freud je tudi delal s hipnozo. Malo se je matral, ni pa hipnotiziral. In ta profesorca za psihologije na maturi me to vprašala. Si rekel, pismo Šarko, mesmerizem, Freud. Si rekel, nema zdaj bavati, glih Freud nikaj ni znal. Tako da se me kar bala tista psihologija, ker sem že takrat več vedel, kot tisti psihologi. Psihologijo naredite, če obkrožite, Freud je zastarel, pa naredite izpit na psihologiji. Jaz sem pa default, z fakultete za kurčenje. Iz psihoanalize motivacije sem magistriral na psihologiji, pa iz sociologije kulture na filofaksu, 2 podiplomca, 3. magisterij psihoanaliza vsakdanjega življenja, z antropologija vsakdanjega življenja, sem se podrekel. Moj mentor je bil gej in je hotel, da spremenim teorije. Ne bom, pa ne doktoriral. Si rekel, ne rabim biti doktor Roman. Mene je mama rada imela, pa za fotra sem bil car. Ego manjko vesolje, rabim biti doktor Roman. Boš v tujini. Kaj bom v tujini? Upravičili se bote. Tam ima un toplak, sem ima, da upravički ima zdaj to Alma Mater Evropeja pa ISH. Inštitucija, 2-1 je bilo to, si mi bo upravičila. Kaj bom jaz dvojni magister sem. Kaj zdaj pa še doktor. Ne rabim iz tega, ker me je mama imela rada in imam ego ko vesolje. Zato tudi upam govoriti marskej. Pa sem cenzuriran. Zdaj od Gloria Kotnik ne more, nič ne sme povedati o tem, da sem se z njo pogovarjal, pa skratka, Wikipedijo mi lažirajo, ampak če sem tukaj, če ste se upali, evo, Oedipo kompleks, stebrni kamen, psihoanalize in duševnosti nasploh. Oedipo kompleks je ključen za to, da ima moški testosteronsko moč, da si upate zdaj tam jajca dati na klado, pa vam s puharjem točejo gor, vi pa še kar rinete. Ker veste, da morate, ne vem, spomnim se, Tone Turnšek je bil, to je nek tamle, kaj že, Laško, je bil direktor. So kao sprašvali, pa ena Cvetana iz Fruktala, direktorca, gor na Kumu smo, nek poslovneži, jaz sem pa najboljše nekaj eseje, tako anonimno napisal, sem bil tudi povabljen. A bo kdo kaj zdaj povprašal te Cvetano, Fruktal direktorca, pa Turnšek,
Laško, pivovarna. Sem rekel, dajte vi povedati, a ste vi res tako dober, ali imate kaj razvojnih inženirjev, teh prepotentnih petelinov, ki se tam kurčijo v proizvodnem procesu, pa, rekel, jaz nisem nič, ona ženska, to imamo mi, te razvojne inženirje, to mladi petelini, ki rikajo, to kluvajo, to terje, to sro meso žrejo, to so popadljivi, ne? A popadljivi so. Ko pa ženske, a te niso tuk, itak da niso tuk, ne? Če ni testosterona, če nima rinjajoče genitalije, vi pa rinjamo ko bulžo žer, če imaš rinjajoče genitalije. Ženska pa pasivno sprejemajoča, pasivna je rekel Freud, ne? Moški pa aktivni. Sem rekel, se prav je to zdaj, ja, to so ta, ne, sam poteze malih, ne, to vse mladi, to so popadljivi, to, ne, sem rekel, itak da so, ne, sem rekel, ko pa, da bi bil pa kjer ubogljiv, da bi bil malo krotek, kot taka očka, dejte, to je mission impossible, to je skregan, error, dobiš onga, ki je prodorn, ko ti naredi 100.000 evrov dobička, kje bo ta ovca? A sem rekel, dejte še enkrat povedati, ker če to jaz povem, to me vsi tam zapijejo šišata. In je rekel, ne, mi imamo te mlade, prepotentne mladce, ki rikajo, mislim, ne kokodaj se, ki rikajo. In v tem poslu hudiču rep puljo. Seveda moški to naredi, ženska, kje bo ženska to hudiču rep spulja. Ona se tam nastavi, da je lepa, da pride petelin, in da bo za njo nekaj naredil, zato ker je oče celo otroštvo z njo bil tisti prvi bog, gospodar, ki je odnašal. Mani, odjep je pa čakal, kako bi fotru vrat zavil, ker mu mamico krade, lopov. Pa z njo spi. Pa točno vem, ko počne z njo, jaz pa tam z medvedkom. Ta poraz se mora narediti malemu Edipu, se mora narediti zato, da razvije testosteronsko, da v poslu rastura, pa da je v športu zmagovalec. Ok, to so te, ne morate se poslovna tekmovalnost, brez normalnega Edipa, tam, da je fotar nekaj naredil z vami. Ok, vam še nekaj povem. Izjemno prodorni so tudi oni petelinčki, poratajo, ne vem ko, pavijani ali pavi, pa fotra ni bilo. Ta pa še moralne razsodnosti nima, ker ni razrešil Edipov kompleks. Prosto po Prešernu ali pa po Freudu bi se rekli, psihopat ta prav. Ta rastura v biznisu nima nobene vesti. Običajno moški imamo še vest, ki peče, ne goljufamo, ok, temu malo moš podmazati, če češ ti zasluž, pa firmo 20 ljudem plačo, ga moraš podmazati, ker ko daješ na vago, kaj bolj moralno prav, raj mu dam 5.000 evrov, da dobim milijonski posel. In če dobim milijonski posel, ima 20 ljudi službo, če ne mi jo firma crkla. In pa ko tehta še bolj moralno prav, da tega koruptivno podkupiš, v poslu dobiš posel, to je Rudis je bilo tole, ta naš Rudis. Ko ćemo mi narediti? Sem rekel, par kurb morate tam dobiti, kje boš to s kurbom? Jaz sem rekel, tako so olimpijske igre v Lillehammerju dobili. Mislim, to vi ne vete, kako to laufa, Cel olimpijske komiteje, one kurbice so dobili, so se to nad heroinu žilo delali, s tem mladim babam, joške take. To dobiš v roke, si v dolžniškem odnosu. Kje boš pol glasoval za Vancouver, če je Lillehammer te prvo, če je oni so nas zalagali z užitki. Si v dolžniškem odnosu. Itak, dolžniški odnos je stvar analne faze. Mali sralec, so serije mamici, v kahico ti zdrek, unega ima parada. Ta dolžniški odnos je ključen, da ti daš poslovno darilo, in pa čakaš, drago poslovno darilo, ni korupcija, ampak on je dolžen, pa ko priješ tam nek biznis sklepat, če smo dal tako darilo, veš, ja, bomo sodelovali. Analna faza je to po Freudu,